povabljena tudi Mojca Ževar, ampak je žal zbolela. Ampak jo bom vsem predstavila, ker je bila prijazna in nam je napisala, oziroma nam vsem napisala nekaj besed. Mojca je profesorica zgodovine in geografije, bila raziskovalka Inštitutu za ekološke raziskave Eriko Velenje, kasneje vodja kabineta župana mestne občine Velenje, danes je direktorica muzeja Velenje. V lokalni skupnosti je dejavna na različnih področjih, predvsem na področju kulture, turizma, raziskovalnih dejavnosti. Je avtorica vrste poljudnih in strokovnih prispevkov o Velenju. Zapisala nam je pa takole. Povabila na pogovor o Velenju sem bila vesela. Prišlo je v pravem času, ne le zaradi obletnice, ki jo v mestu zaznamujemo letos in je posvečen tudi ta pogovor, ampak predvsem zato, ker se upadel z več podobnimi pobudami. To nedvoumno dokazuje, da je širša razprava o mestu, njegovih vrednotah in usmeritvah na mestu. Prostor ter sledovi bivanja in delovanja človeka v njem so vsekakor osrednja vrednota in vir razvoja vsakega kraja. Zato je z njimi treba ravnati skrbno, premišljeno, preudarno. Kaj hitro lahko namreč iz prostora izbrišemo kaj, česar ni več mogoče povrniti. Pa bi bilo za nas ali za tiste, ki prihajajo za nami, lahko zelo dragoceno. Dobro bi bilo, če bi bil nocojšnji dogodek le prvi v nizu pogovorov o Velenju in drugih srečanj ter dejavnosti na temo prostora, urbanizma, ohranjanja arhitekturne in druge dediščine ter sorodnih vprašanj, s katerimi bi v mestu oblikovali širšo zainteresirano javnost in dvignili splošno zavest o pomenu kvalitet prostora in njegove dediščine za kakovostno bivanje, za posameznika, za skupnostno identiteto, pa seveda tudi za vse tisto, čemur pravimo razvojne priložnosti in vizije mesta. Združevanjem občutenj, pogledov, mnenj in strokovnih dognanj lahko oblikujemo trajnostne principe na področju ravnanja z naravnim in velenjim okoljem, katerih pozitivni učinki bodo slej ko prej gotovo občutni na različnih poljih in ravneh. Tako je zapisala. Zdaj vas pa kar vabim nas